Kakšen bo pa izplen, je pa vprašljiv. Saj to smo videli tudi podobno situacijo leta 2008, ko se je zgodila afera Patria. Večina še vedno misli in predvsem desnica je poskušala takrat in še vedno poskuša govoriti o tem, da je Patria vplivala na izid volitev. Mi smo takrat z Valikom na žurnalu spremljali situacijo in ta tema je podobna, taka, ki deli. Zgodilo se ni nič. Ko je pošla afera Patria, je SDS-u padlo za 7 odstotnih točk podpore, potem je Janez Janša šel čez 2 dni na tiskovno konferenco in dobil teh 7 točk nazaj. Skratka, pola sta se stabilizirala, sredina se pa ni na to pravzaprav zmenila. Težava takrat je bila, ker je javnofinančno neodgovorno ravnala Janševa vlada z Virantovo reformo in je to še bolj povzročilo luknje v času krize potem, to je po 2008 takoj in nesreča je bila v tem, ker je zgodba zanimiva, da se je to zgodilo, ta sprememba plač v septembra na avgustovske in mnogi, ki so dobili dejansko večjo plačo v javnem sektorju, so pogledali po črto, koliko imajo, pa ker so bili na dopustu in so imeli manjši znesek na koncu zaradi malice in prehrane, so mislili, da imajo manj in v javnosti je zavrelo, da se je plačna reforma odvijala tako, da so ljudje dobili manj kot pa več in zaradi tega je takrat Janez Janša izgubil volitve.